Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. Nekoč je živela deklica, ki je bila na las podobna zlatolaski. Imela je dolge zlate lase, ki so med poletjem postali skoraj beli. A ko je to dekletce zrastlo v dekle v puberteti, so njeni lasje postali temnejše, mišje barve. Dekle je bilo zaradi spremembe obupano. Lahko bi rekli, da si je zaradi tega pulilo lase. Všeč so ji bili njeni dolgi zlati lasje in ni se želela spremeniti niti za las, kaj šele za celo frizuro. Zato sta si bili s puberteto precej v laseh. In zato danes, ko je odrasla, vsake 3 mesece obišče frizerja, ki lase posvetli. Ta zgodba ni za lase privlečena, to je moja zgodba. In nisem edina s takšno zgodbo. Pred tedni nam je pisala Petra, ki pravi, da pogosto sreča ljudi, ki povedo, da so bili v otroštvu svetlolasi, potem pa so skozi leta njihovi lasje močno potemneli. Zanimajo, zakaj. In zato smo poiskali na oddelku za biologijo ljubljanske biotehniške fakultete. Sem docentka Tatjana Robič Pikl in se ukvarjam predvsem s fizično antropologijo, torej anatomija človeka, sestava telesa, postnatalna rast in razvoj. Tatjana Robič Pikl najprej pojasni, da barvo našega telesa, kože, oči, tudi las, določa pigment melanin. Proizvajajo ga pigmentne celice, melanociti, ki v začetku našega življenja še ne delujejo tako intenzivno kot pozneje. Predvsem razne hormonske spremembe, recimo v puberteti, lahko to precej spremenijo in takrat potem se počasi vzpostavi odraslo izdelovanje melanina in s tem takrat potem tudi tista končna barva oziroma temnejša barva ponavadi, zato ker seveda več melanina, take melanocite potem v sebi skladiščijo oziroma ga izdelujejo. Je pa seveda odvisno od tega, katerega bolj, ker melanina obstajata v bistvu 2 v laseh, v očeh pa v koži je malo drugače, ampak v laseh imamo eumelanin ali pa feomelanin. Eumelanin je bolj rjavkasti odtenek, bolj rjavkaste barve, feomelanin pa bolj rumenkasto, oranžno, rdeče. In zdaj odvisno katerega je več, je potem odtenek las drugačen. Odtenek določa naš genski zapis. To, da lasje potemnijo, pa torej aktivnost melanocitov oziroma količina melanina v naših laseh. Ste pa morda opazili tudi, da vaši lasje postanejo svetlejši poleti, še posebej, če veliko časa preživite na soncu. UV žarki naj bi vplivali na melanin tako, da ga razgrajajo. In zato poleti ponavadi res malo melanina zmanjka oziroma se malo zmanjša njegova količina v naših laseh in imamo ponavadi pozno poleti oziroma jeseni svetlejše lase. Zato, ker se dejansko na UV svetlobi, na UV žarkih melanin razgradi. Lasje pa se nam v starosti spet posvetlijo oziroma posivijo. To pa ni več stvar nalaganja različnih teh pigmentov, zaradi hormonskih takih sprememb gre pa za to, da enostavno lasje postaje, sredica lasu postaja bolj prozorna in potem se slabše vidi potem ta barva. Kasneje tudi pride do tega, da je potem se melanocite tudi odklopijo, ampak najprej gre za to strukturo, za zgradbo lasu, ki se spremeni. Na barvo naših las pa tekom življenja lahko vplivajo tudi spremembe prehrane, hormonske motnje, pomanjkanje vitaminov ali mineralov ter različne bolezni, dodaja Tatjana Robič Pikl. Pa seveda stres. Ko nam nekdo povzroča stres, rečemo, da nam dela sive lase. In to drži tudi dobesedno. Radiovedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni.